Mogoče še edino vprašanje pri prodaji, sprav jaz sem videl, da zdaj smo itak tik za prazničnim časom, ker je največji potrošnik v letu, right? Videl sem, da je Quest preprodal PSVR 95:5, se pravi 20:1. In zakaj? Ker PlayStationov ni bilo malo prodanih, po vsem svetu. In Oculus ni recimo vezan, da bi rekel, če si PC igralec, potem boš uporabljal Oculus, ker Oculus lahko sam živi, samo od sebe. Kaj je v bistvu glavna tista prednost Oculusa, da se prodaja toliko boljše? Je res Meta toliko boljš marketira svoj produkt? Kaj je v bistvu tista glavna prednost? Glavna prednost Questov valjda cena. Drastično. Pa tudi, rečemo tako, oni, ki imajo torej konzole, oni imajo konzole zato, da igrajo s kontrolerjem v roki tiste igrice, ki so na tej konzoli. Mogoče oni ne gledajo že spet toliko, da bi VR igrali, kot naprimer mi, ki imamo računalnike. Se mi zdi, da je različen trg tudi. Oni druge stvari gledajo, mi neke stvari. Cena pa dostopnost predvsem. Tudi toliko manj se je teh, torej PlayStation VR prodal, zato ker oni so že mogli imeti konzolo, Če ti za Questa nisi rabo imeti kompa, ti si samo Questa mogel kupiti in zaradi tega je tudi ta razlika. In pa imamo pa še te, koliko igrice dejansko za PlayStation VR, koliko igrice za Questa. Koliko jih je? Se pravi, če pogledamo bero naslovov, koliko imamo danes recimo iger za PSVR in a se dejansko portajo recimo VR1 v VR2 in isto pri Oculusu? Če si višja verzija, dejansko lahko uporabiš isto igro. PlayStation VR igrice v primerjavi s tem, koliko jih je na Questu ali pa na računalnik, ni primerljivo. Res je toliko razlika, da če bi kero številko vam vrgel, bi rekel, da je zihar 1:60 ali pa 1:70. Res, PlayStation VR nima veliko VR iger. Čeprav zdaj, koliko jih je res, Koliko jih je res, to je drugo, Ampak se tudi za računalnik, jaz ne govorim o igricah, ki so samo na Steamu, pa tako, Jaz govorim tudi o unih, ki jih dajo na itch, pa tako naprej. Kaj je itch? Itch. Torej, itch.io. Tja dajo torej developerji svoje igrice, zato ker za Steam moraš vedno plačati 100 €, da daš svojo igrico gor, ne glede na to, a je za ston ali pa za plačati. Za vsako igrico, ki jo daš gor, moraš 100 € v Steamu dati. Da jo publishaš, Ja, da jo torej publishaš na njihovem sistemu, platformi. In itch pa za ston lahko daš svojo igrico gor in lahko ljudje probajo to, ni... Torej, kakšen je njihov biznis model časa itch? Od oglasa. Pa sponzorstva. Razne tekmovanja. Tekmovanja organizirajo, Ogromno raznih development tekmovanj, ne se pravi, kakšne tele... Game Jami. Pri nas je Slovjara, imamo... Veliko ne skozi ista ekipa, ki hodi na te Game Jame, pa morajo torej čez vikend morajo celo igrico narediti na dano temo, ki jo zvejo na isti dan, se mi zdi tekmovanja. Kako legenda. Tako da je kar zanimivo, vedno nekaj drugega, pa kaj jim rata. Kaj je bil zadnji primer, me zanima? Kaj so že res naredili? A so neki busi so bili, pa... Točno, kako se nafila... kako se nafila bus, nek management fora je bila. Predtem so imeli nek Tower Defense, A to je LPP sponsor bil? A to je bil LPP, je bil sponsor. Na LPP bi mogli narediti zamude 50. Pa tu in tam te kakšen zbije.